toliko odprta, se lahko za par minut noter skrijemo, od zunaj marele pustimo, da bi še naslednji del, da se potem glih pri vsaki hiši nastavim, ampak lete, kot komu samo pa, če ne pri majstru, lete. 2 leti pred Cankarjem, 1874 leta, 29. marca je bil tukaj rojen velikan slovenstva, zagotovo to lahko rečemo. Ves prostor, od Logarske doline do Zasavja, do Brežic, to pomeni skoraj 40% slovenskega ozemlja, verjetno brez njega nikoli ne bi bil slovenski. In o tem niti nismo dovolj govorili. On je 19. novembra 1908 prvo slovensko vojsko ustanovil. Mi smo imeli svoje vojsko v Karantaniji. V Avstriji, zanimivo, v drugi polovici 19. stoletja, v tistih polkih, kjer so Slovenci prevladovali, se je lahko tudi poveljevalni jezik uporabljal slovenščina v Avstriji. Ampak v Kraljevini Jugoslavije, pa socialistične Jugoslavije pa nikoli. Smo lahko govorili samo srpski, hrvaški jezik, nikoli pa drugja. Zato je tako važno, da vemo, da je on, ki je omogočil to, in škoda, da je država Slovencev in Hrvatov samo 33 dni obstajala. Od 28. oktobra 1918 do 1. decembra 1918, ko pride vse skupaj pod Karadžodži, pod Jugoslavijo, slovenščina se potem ne uporablja več. Od tukaj se je preselil Maribor, zagotovo so pa tukaj njegovi borci. Franjo Malgaj, lahko rečemo, najbolj med vsemi borci za Gred. On je osvobodil Mežiško dolino in ko je prišel do Velikovca, ki je živel na drugi strani Drave, je bil zato kaznovan, namesto da bi bil indegradiran, kajti že je bila 1. decembra 18 skupna jugoslovanska kraljevska država in poveljevanje ni bilo možno. In kaj je bilo potem na Koroškem, lete, huda stvar se zgodila. Od takrat pa do junija 1919, ko je jugoslovanska kraljevska vojska šla na Koroško, 6 mesecev je bil čas, da so se Avstrijci pripravljali, da so naredili proti udar in tako so tudi 9. maja 1919 pri bližini Raven ubili takratnega res pomembnega moža, ki je tako veliko na Koroškem prispeval, doma je bil iz Šentjurja. Zagotovo je Malgaj, poleg Lavriča, lahko rečem, največji borc. Pa smo ga spet pozabili. Hranito bil spomenik, tam po leto 1987 smo v njem malo bolj govorili, ne vemo zakaj. Bilo je važno, da je bilo unitarno, da je bilo jugoslovansko, o njemu pa skoraj nič. In tudi precej pozabljen je umrl, veste, potem. Bil je pa tudi izredno razgledan. On je imel ogromno knjig, pisal je pesmi, 2 zbirke pesniške izdal in tako da vemo res in se naslonimo na tega znamenitega človeka, ki je bil rojen tistega leta, recimo tudi kot Winston Churchill.